Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Ko se ozrem nazaj v svoje življenje, se zavem, da sem prepogosto izbrala ne biti. To je sicer neka taka žalostna in osamljena izbira. Ampak takrat se mi je zdela bolj varna, ker če me ni, če sem čisto majhna, če se skrijem, zavlečem v en kot, pa nič ne rečem. Če nikogar ne motim in ne zbujam pozornosti, če sem oblečena v neke razvlečene puloverje, če sem tiho kot miš, majhna siva miška, me nihče ne bo opazil. Seveda, in ker me ne bodo opazili, me ne bo nihče komentiral. Ne bo me grajal, ne bo me žalil, ne bo govoril za mojim hrbtom, me obrekoval. Po vsej verjetnosti mi nihče nič ne bo zabrusil v obraz. Seveda, logično. Če me ni, nikogar ne motim. Nikogar ne zmotim. Lažje je, če me ni. Tako se mi je vsaj zdelo včasih. Ampak Bog, ki nas je ustvaril, nas je ljubeče pogledal, vsakega posebej, in rekel, dobro je. Ko sem sčasoma spoznala, da je veliko bolje biti, da je to pravzaprav moja dolžnost, sem se nehala skrivati in začela živeti. Začela sem se izražati, ustvarjati. In ja, seveda, živega človeka je nemogoče spregledati. In vsak, ki ga vidi, ima seveda tudi kaj povedati. Poglej, kakšno frizuro ima, kako se pači, kako govori. A nima ona otroka že iz prvega zakona? A res? A že drugič poročena? Ona bo razlagala o vzgoji. Raje bi imel 2 geja za očeta kot njo za mamo. Nestrpna katolibanka. Ona misli, da je verna. Pa ja, predsednica kluba Češplja. A ni to swinger klub? Ne, ni. Pa ta njena borna pevska kariera. O čem sploh poje? O Jezusu. Pa kdo da sploh posluša? Itak pa je samo en CD posnela. Žaljivcem iz srca odpustiti. Pravzaprav je lažje, če se zavedaš, da si tudi sam grešnik. Samo eden je dober, Gospod v nebesih. Mi pa moramo drug drugemu odpuščati. To je duhovno delo usmiljenja. Bodi usmiljen, deli Jezusa.